vsakoga med dvome vide in tako kot damer v sreda je poseben den in ne samo zdaj ta sreda štela prija, pač pa vsaka sreda, da se kot crkva v Küper zbiramo na molitve in tudi na tej način izkažemo našo zaljubljenost do našega Gospoda. Pridemo na molitev. V Küper damo Gospode slavo, hvalo in čas in tudi v prošnje pridemo pred njega. Dragi moji protoke, drage sestre, dragi poslušalec, Gospodov mirno izpolni vsako naše življenje. Si to želiš? Amen. Si to želiš tudi ti? Ali pa rajše ostajaš v tvojom stanju, v tvojo situaciji, štera te drži in ne tisti, ka bi puno tvoje od Boga dane naloge, od Boga danoga poslanstva. Ena pesem pravi tok, kada je inog potrebno stopiti pred njega, pred našega Gospoda. In dobro obračun. Po konci leta se navadno delajo obračune. Smo mi napravili za prejšnjo leto naš obračun, zdaj že smo v drugom mesece, drugoj polovici, skoro drugega meseca. In da je trebalo že za prejšnje mesece delati obračune. Ali inog, da pridemo pred Gospoda, da je on pravo zvesti služabnik. Poj v veselje svojega Gospodara. Ali pa ena druga beseda. In sami se odločamo, komu čime. Jezus je svojim učencom pred poslavljanjem pravo nekaj zelo, zelo pomembnega. Ta beseda je samo ena od mnogih, štere njim je Jezus razodel. Ali ta beseda se nanaša tudi na mene in na tebe, na mojo in tvojo situacijo. V Janezovem evangeliju v 14. poglavje, v 27. vrstici imamo to zapisano. Janez 14:27. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Jezus tu najprej dava obečanje, uči od enoga dejstva, štero je za nas, za mene in tebe. In potom še pravi, uči od razlike. Od ene razlike med njim in pa svetom, med tem, ko on ponuja, ko on dava in ko ponuja, ko dava te svet. Vidimo to razliko na vsakom koraki našega življenja. Vidimo razliko med tem, ko dava Bog in tem, ko nam ponuja ali dava te svet. Torej, dragi moji, on nam dava izbiro in pa tudi možnost posebne odločitve. Vsaki sam se odloča, komu sprejeli, komu upoštevali v naših življenjih. In znate, na koncu te on dava tudi, Jezus dava obrazložitev za lažjo, pravilno odločitev. Dragi moji, izbira in odločitev je vsikdar na mojoj, na tvojoj strani. Bog se ne de odločil namesto mene, namesto tega. Vsaki se sam odloča. In to je, znate, samo eden od odlomkov, gdje nam Jezus ne samo nekaj obečava, ne samo, kad bi nekaj obečal, pač pa nam on dava. On nam dava. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Dragi moji, mir, pravi mir je Božja dediščina. Božja zapuščina njegovim otrokom. Še več, to je Božji dar, Božje darilo mene in tebe. Božje darilo. In, dragi poslušalec, se zavedaš, kaj je vse v tvojem
življenje Božji dar. Vse v tvojem, v mojem življenju je Božji dar. Zadnjič smo pogledali prvi del Gospodove molitve Oče naš. Dnes pa pogledamo nadaljevanje, naslednjo prošnjo in za boljšo povezavo preštejmo od začetka v Mateji 6. poglavje 9 pa do 11. Mi stanemo gor ob branju Božje besede. V Mateji 6. tale 9 do 11 je to zapisano. Vi torej molite takole. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bude tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Do tu smo zadnjič pogledali sporočilo Jezuškega vzorca molitve, dnes pa gledamo še naslednjo stopnjo in to pravi tu Božja beseda. Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Gospod sveti, hvala tebi za tvojo drago svetu reč, ker si nam tunjal kot vodilo za naša življenja, kot vodilo za našo pravilno odločitev, da ste prosim pomori mi, da bi učil tako je tvoja vola in pomori vsem nam, da ne samo kar razumemo tvojo reč, pač pa jo spremljamo v svoje življenje za sebe osebno in dovolimo, da bi duh tvoj po tvoje besede napravil spremembo v naših življenjah, tom je to potrebno. Amen. Amen. Rekl sem, vzemete nazaj tvoja mesta. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, ali tiste bitnostne kruh, bistvene, što je za koj najpomembnejše, ali najznačilnejše, od šteroga je odvisen rezultat, izhod kakšne stvari. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, ali za življenje potrebne, ali jutrišnje, ali dnešnje kruh. Evangelist Luka je to zapisal, to prošnjo Luka 11.3. To piše, naš vsakdanji kruh nam daj od dne do dne. Znači, prošnja vsaki dan znova. Bog, ti se poskrbi za to, ko je najbolje nucan. Jezus nas tu usmerja, tu v toj prošnji nas usmerja na eno široko področje našega vsakodnevnega življenja. Ko je pravzaprav to kruh? Ko je pravzaprav to kruh? Ko bi nekako me pravili, kaj je kruh? Po laičnoj, ali to bi ženske bolje znale povedati, kruh je pečena zmes mele, vode in kvasa. Pa sol, seveda, sol tudi cvitele. Mele, vode, kvasa, pa soli. To bi na hitro dali nekako informacijo glede toga, ko mi pojmujemo pod besedo kruh. Včasih, v moji mladosti, spomnim se jurgeskega peka, rogošarskega peka, kikeca. Dostakrat sem bil tam v pekarni, zaradi toga, ko sva še z enim sošolcem za celo šolo kruh nosila od tistec. Dostakrat sem bil tam in znate, v moji mladosti, v tistem času je bil čoren kruh, pa je bil bejli kruh, za svetke je bil tudi vrtanek, pa žemlje. To je bilo to. Ne je bilo druge izbire. To je bila izbira. Ko pa dnes, vsaki keden neka novega. In to lahko vidimo na policah. To lahko vidimo. Vsaki keden neka novega. Nove kruh. Dragi moji, pa je vsakdanejšnji kruh resen sumotov. Je vsakdanejšnji kruh resen sumotov. Biblija
ta Božja beseda nam dosta oči odkrija. Več kot 350 krat zasledimo to besedo v Bibliji. Štite, preštite, pa te vidite, doj si zapište, delajte se črte, do pridete do besede kri. Pa te na koncu je preštite. Več kot 350 krat. In dragi moji, te podatek nam sporoča, ker je to zelo važna tematika za vsakega med nami. Daj nam danes naš vsakdanji kruh. In dragi moji, Jezus je takoj na začetku svojega delovanja na zemlji, dokaj je šotan preizkušal. Dokaj je šotan preizkušal to v puščavi in jim je ponudil čudež kot eno alternativo za njegovo lakoto. Jezus je pravo besedo šotane, štera je zapisana že v 5. Mojžišovoj knjigi v 8. ali pa 3. veršoš. In Jezus je to pravo. Pisano je, človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki izhaja iz Božjih ust. Matej 4. veršoš je to zapisano. Jasno, za vsakoga med nami. In če na tej način pogledamo kruh, se nam odpira ještě eno veliko področje. Duhovno področje življenja. Jezus je v enoj priliki ljudem okoli sebe govoril naslednje besede. Janez 6. pa 15. vrstica, to pravi Jezus. To je pravo ljudem okoli sebe. Jezus jim je dejal, jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen. Tu Jezus jasno uči od duhovnega življenja, štero je popolnoma zadovoljeno, štero je popolnoma nasičeno edino v njeme, v Jezuši, edino z njim, da se hranimo z njim, da se hranimo z njegove besede, je naše duhovno življenje popolnoma zadovoljeno. Vse naše potrebe so te zadovoljene. In tu Peter je zelo, zelo jasno izpovedal med zaslišanjem pred velikim zborom, da so ga spitavali glede ozdravitve hromoga. To, što je Jezus, je Peter tu zelo, zelo jasno povedal. Apostolska dela 4. 12. veršoš, tok piše, v nikomer drugem ni odrešenja. Zakaj? Pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem bi se mi rešili. Pod nebom nega niti enoga drugega imena, po šterom bi človek lahko bil odrešene in na tej način pripravljene za večno življenje. To je edino možno v tom kruhi, štero prihaja iz nebes po Jezuši Kristuši. Idemo nazaj na Gospodovo molitev, gdje je izražena ta prošnja za kruhom kot potrebno hrano za naše življenje, za življenje vsakoga človeka. Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Božji človek Agur, ne vem, če ste sploh že čuli za njega. Ja, v Bibliji je zapisane. Božji človek Agur je v pregovoraj v 3. poglavje tok zapisal. Tok je zapisal tej Božji človek od 7. veršoša naprej. Tok štejmo, za dvoje te prosim, znači on Boga prosi, za dvoje te prosim, ne odrekaj mi tega, preden umre. In zdaj prva prošnja, hinavščino
in lažljive besede oddalji od mene. Dragi moji, to je njegova prva prošnja, která je tesno povezana s svetim Bogu posvečenim življenjem. To je prva prošnja. In pogledamo še dole njegovo drugo prošnjo Bogu in te pravi tok. Ne dajaj mi ne revščine, ne bogatstva. Pač pa ko? Dodeljuj mi moj kos kruha. Ali daj nam danes naš vsakdanji kruh. In zakaj tok? Zakaj tok? Da te presit ne zatajim in ne rečem, kdo je Gospod. Znači, moja moč, moja sposobnosti, moja pridnost je vse to doprinesla v moje življenje. Da te presit ne zatajim in ne rečem, kdo je Gospod, ali da pobožan ne kradem in ne skrunim Božjega imena. Dodeljuj mi moj kos kruha. Dodeljuj mi moj kos kruha, ali daj nam danes naš vsakdanji kruh. Tu vidimo sliko, která je podobna tistome kruhi, kterega je Agor, tej Božji človek, imel za njegov vsakdanejšnji kruh. Za njegov kos kruha. Na takšen način so se te v tistom čase preživljale. Dragi moji, hrana, znamo kaj je to, gledajte? In kruh je osnovno živilo. Hrana je potrebna za človekovo življenje. In v toj molitvi Jezus nakazuje, no in mi v svojih molitvah izražamo Bogi prošnje za naše vsakodnevne potrebe. No, Boga prosimo za naše vsakodnevne potrebe. In apostol Pavel je svoje življenje, predvsem pa v služenju Bogu prišel do ene pomembne ugotovitve v Filipljanom 4. tale 19. veršu, što piše. Tok je tej veliki Božji služabnik apostol Pavel zapisal. Moj Bog, bogat, kakor je, bo po svojem bogatstvu v veličastvu potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu. Aleluja! Vse vaše potrebe, moje, tvoje potrebe. In zdaj se lahko vsaki med nami pita, zakaj molim. Ko jaz prosim Gospod. Ko jaz prosim Gospod. Naše molitve za vsakdanje potrebe bi morale biti nekako utemeljene ali usmerjene na naslednji način. In kot prvo bi izpostavil to, naše molitve morajo biti skladne z Božjo voljo in morajo služiti na slavo Bogu. To je prva stvar, to je ta prva točka glede naših molitev, glede moje in tvoje molitve. Matej 6. tale 10. veršoš imamo tako zapisano, to je isto del molitve Oče naš. Pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja. Zgodi se na nebesih, tako na zemlji. In v prvom pismu Korinčanom 10. tale 31. veršoš je to zapisano. Naj si torej jeste ali pijate ali delate kaj drugega, vse delajte v Božjo slavo. Vse
delajte v Božjo slavo. Torej, naše molitve morajo biti skladne z Božjo voljo in pa usmerjene na to, kar služijo na slavo njeme. To je prva stvar glede naših molitev. In druga stvar, ko bi rad povdaril, druga stvar ali drugi način naših molitev, v molitvi moramo izražati željo in prositi Boga, ka pokaže svojo očetovsko ljubezen do nas. V Mateji 6. tale 9. veršoš isto v molitvi Oče naš je to zapisano. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bude tvoje ime. Naj se služi na slavo njeme, posvečeno bude tvoje ime. In v 20. veršu, še drugi del veršuša, v isto Mateji 6. tale, je to napisano, saj vaš Oče nebeški ve, da vse to potrebujete. To je, dragi moji, ta očetovska ljubezen, ta očetovska skrb za nas. In tretja stvar, što bi rad povdaril glede naših molitev, stvari, za štere prosimo, morajo zagotoviti naše osnovne potrebe. Naše osnovne potrebe in nam naj omogočijo, kaj na eden bolj učinkoviti način služimo Bogu. Služimo Bogu. V drugom pismu Korinčanom 9. tale 8. veršoš je to zapisano. Bog pa vas more obilno obdariti z vsakršno milostjo. Bog vas more obdariti, tako da boste v vsem vedno imeli vsega dovolj in boste imeli izobilje. Za koj? Za naše potrebe? Samo za sebe? Ne, za vsako dobro delo. Dragi moji, tu se postavlja vprašanje, koma je usmerjeno naše delovanje. Samo za sebe? Ali pa vidimo tudi človeka poleg sebe. Vidimo tudi ljudi kole sebe. Tiste, štere mogoče, ne mrejo to, ko gest ali ti. Štere nemajo to, ko mava gest ali ti. Ale so moje, tvoje roke odprejo. Kaj lepo daš, tudi tistome štere nema. In še četrta stvar glede naših molitve, stvari, leko prosimo edino, če same zvesto damo Bogu. In kot sem že povdaril prvi drugi ljudje. Če same zvesto davamo Bogu in tudi drugim ljudem. V drugom pismu Korinčanom, isto 9. glave 6. in 7. veršoš, pred 8. šterega smo prelej prešteli, piše to. To pa reče, apoštol Pavel, ker se je zavedal toga, ko je bil prlej in ko je bil potisnil, da se je srečal z Jezusom, z živim, gorstanjenim Jezusom. To pa reče, kdor varčno seje, bo tudi varčno žel. Kdor pa obilno seje, bo tudi obilno žel. Vsakdo naj da, kakor se je v srcu odločil, ne z žalostjo in ne na silo. Kaj Bog ljubi veselega darovalca. Bog ljubi, dragi moji, Bog ljubi veselega darovalca. Želiš biti ljubljeni od Boga? Tu v tom kratkom veršu, še v tej kratki veršu, imamo formulo, da boš to lahko dosegno v svojem življenju. Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Daj nam danes naš
vsakdanje kruh. Kratki, ali pomemben del molitve. Pomemben del mojega, tvojega stava pred svetim Bogom. Razgovora z svetim Bogom. Molitev je razgovor z Bogom. In v razgovore, ko je to monolog ali pa je dialog. Monolog je gučanje. Dialog pa je tu poslušan. Kad čujem, ko me Bog odgovarja. In Bog odgovarja na različne načine. Tu skozi drago Božjo sveto reč. Dragi moji, dnes v nedelo 11. februara 2024 leta na milijone ljudi nema vsakdanjega kruha. Nema osnovnih življenjskih potrebščin, ki bi lahko dostojno živeli. Pa so si ne sami krivi za to. Ne so same krive za to. Mi imamo vse, ko nucamo in pa še več. In vprašanje za vsakoga med nami. Smo Bogu resnično hvaležni za vsaki grižljaj, štero ga damo v svoja usta. Smo Bogu resnično hvaležni za vse to. Se zavedamo, se resnično zavedamo, da imamo vse od njega. Vse imamo od njega. Da je nekaj prav, jaz se to napravim, da je to delo. Če bi ti Bog ne dal zdravja, bi lahko delo. Da pride v tvoje življenje. Pa ne želim, da bi štojkole prišel v takšno situacijo, ali da pride v tvoje življenje, ka ne mreš delati, pride bolezen, pride poškodba, pride druga težava. Ko je te? Dragi moji, vse imamo od našega Boga. Daj nam danes naš vsakdanje kruh. Francoski pisatelj in pa duhovnik Michel Uist je v enem svoje dele tok zapisal. Tok je zapisal. Treba je znati reči hvala. Naši dnevi so obogateni z darovi, ki nam jih daje Gospod. Vse je Božji dar, tudi najbolj drobne stvari. In vsi ti darovi delajo neko življenje jasno ali mračno. Kakor pač kdo te darove uporabi. Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Amen. Največji oče, hvala je tudi za te šterom smo znova obdarjeni z življenjem, istino dušo življenja. Dal si nam tja pozdravja in moči, ko smo lahko prišli v dom tvoj. Dal si nam željo priti se na to mesto, na to sveto mesto, gdje se oznanja tvoja beseda. In največji oče, hvala je tudi za tvojo drago svetu reč. Hvala je tebe, ko nam skozi svojo reč odkrivaš in davaš to zavedanje, da smo v vsem popolnoma odvisni od tebe. Zato, ko ti si stvarnik. In ti si skrbnik in oskrbnik celega, ne samo toga planeta Zemlje, pač pa celega vesolja. Nebeški oče, hvala je tebe, ka ešče itak imaš milost
nad vsemi nami, poleg vsega, ko se dogaja na tom svetu, poleg vsega, ko človek dela, in itak držiš tvojo roko v tem, zato kad človeka ljubiš, kad človeku želiš samo najboljše, da si dal svojega sina za to, da bi človek bil odrešen od greha, bil odrešen od večnega pogibljenja. In hvala tebe za vsakodnevni kruh, za hrano šteromane. Hvala tebi za to milost. Gospod Svetega, te prosim, da blagosloviš vsakoga poslušalca. Gospod, da jim nam daš odpreta srca za potrebe drugih, da bi videli, da bi znali videti poleg sebe, čutiti potrebe drugih. Gospod, dragi, na ten način proslaviti tebe, da ima ti si vreden sve slave, hvale in časti. Daj